Pa to se že prav vojerja počutiš, ko slikaš bajte. Tamle ena na balkonu, no. Dobar dan, verjetno si že pogruntal, da sem v Parizu. Sem prišel zato, ker me je Huawei povabil na predstavitev novega telefona, P30 se imenuje. Pravzaprav bo nova cela serija. In kaj več kot to zdaj sploh ne morem povedati. Pičimo na prizorišče, pa bomo pa videli, koliko je ura. Je pa malo hecen, zato ker jaz ta prostor poznam izključno kot prostor, kjer sem včasih, pa verjetno bom tudi v prihodnosti še pokrival avtomobilske salone. Evo, paviljon 7, tukaj smo mi. Vidiš, kaj piše? Samo moram pa reči, da so kar samozavestni, ne? Ker ne samo, da piše Huawei P30 series, ampak tudi rewrite the rules of photography. Mislim, če nekaj tazga rečeš, boš, da si pripravil kaj dobrega. Ok, zdaj pa čisto zares, samo še 2 minuti, pa začnemo. Pa je dobim telefon v roko in ne bom tukaj zdaj nič povedal, kaj je preveč enega šundra. Bom še jaz lepo nazaj v hotelsko sobo, se bomo dol usedli, vam tam lepo vse, počas, pa bom povedal. Po drugi strani pa, če eno stvar lahko zdaj naredim, zakaj bi čakal? Evo, I have no phone. Pa še kako ful Petrček viha, sem eno v redu sliš? Veš kaj tukaj gor piše? P30 Pro. Pol pa na telefonu dobiš eno kartico, na njej pa piše The device you have received is solely for review purposes and is not for sale. Evo ga, tukaj je, dajmo ga ven. Dobar, po mojem ne rabim kazati, v škatli so klasične stvari, kar pomeni polnilc pa slušalke. Aha, že vidim, kjero farbo sem dobil. Kaj je zdaj to? Sem mislil, da všel to laži. Aha, to je en uvitek za zadnji in spredi, lej. Vidiš? Oho, kaj hud sta. Kaj to sploh zdaj ne farba? A vidiš, ko se preliva iz svetle v netok svetla? No zdaj pa ti povej, ti je tale farba všeč ali ti ni? Meni je kar všeč! Moj! Je nič kva, se spravimo na številke. Zakaj si pa jaz najprej vse skupaj malo komot naredil, a? Pa se na stolček dal. Pa mi grede za nalaž tale video snemam s P20 Pro, zato da lahko pokažem primerjavo z Mate 20 Pro. Telefona sta približno enak široka, pa tudi približno enak ozka, sam mislim, da je P30 Pro mečken višji. A je? A začnemo kar s 4 kamerami tukaj na hrbtu. Lej, takole gre. Ta prva tukaj zgor ima 20 megapikslov in to je una ultra wide leča. Ta tukaj v sredini, ta je ta glavna. Pazi, zdaj 40 megapiksli. 40! Zdaj ta tretja od ta velikih, pa sploh ne vem, če se vidi, ampak veš, čem je fora? Da je kvadratna, ni okrogla. Ampak veš zakaj? Zato, ker deluje po principu periskopa. Zato, ker svetloba pade noter, se odbija od zrcala in piči noter v telefon. Tukaj le znotri jo pa čaka 8 megapikslov kamera, ta je pa namenjena zoomu. In zdaj te valjda zanima, zakaj so uporabili princip periskopa. A veš, ta leča za zoom je pravzaprav daljša od ostalih in jo je lažje skriti tako, kakor tako. Do I make any sense? Dinamičen razpon ne bi bil ogromen, slika ne bi bila vrhunska, kontrasti bojo boljši, barve so boljše. Zdaj pa, če se vrnemo spet na zoom lečo, ne, tokrat omogoča 5-kratni optični zoom. To je kar orang. Ali kako je luštno od vse rožce, vidiš? Imaš pa tudi 10-kratnega digitalnega. A ne, zmotil sem se, ta 10-kratni zoom ni digitalni, hibriden, pa tudi digitalnega. Rezultat je pa kar odbit. Zdaj pa po moje, da najbolj, da jaz kar pokažem, kako to izgleda v praksi. Predlagam, da naredim par fotk s ta novim telefonom. Dajmo reči eno super wide fotko od točno tukaj, kjer sem zdaj, pa pol 5-kratni zoom, pa 10-kratni zoom, pa dam fotke v video. A prav? Ja, najprej ga moram prižgati. Ja, stik je poln. Zavibreruje. Pa ne pričakuj zdaj kakšne hude pariške erotike, nekakle. Mislim, delač smo od Eiffla, no, a prav. Ok, zadeva je prižgana, dajmo sprobati. Tole je široko. Normalno. 5-kratni zoom. 10-kratni zoom. Stari. Te kar malo preseneti, ko te prve sprobaš. A se ti zdaj bavaš? Čak še kaj. Normalno. 5-kratni zoom. Pa 10-kratni zoom. Stari. Ej, reč, da sem navijač. Are you kidding me? A ti sploh veš, kaj znaš? Pa ti si čist zmešan. Pa greš pa lahko, pazi to foro, tudi do 50-kratnega zooma, digitalnega valjda. Let's try this! Pa to se že prav vojerja počutiš, ko slikaš bajte. Tamle ena na balkonu, no? A pa pejte solid, stari. Tamle je bajta stran koliko? 150-180 metrov, pa tukaj nič ne vidiš. Podam pa 50-kratni zoom, pa vidim, da ima gospa rdečo kanglico za rože zalivati. Pazi to fotko. A pa mogoče še ena stvar, kar se snemanja tiče. A veš, ti lahko z enim posnetkom hkrati snemaš 2 kadra. Odprtega, pa malo pozoomanega. Le takole približno zgleda to v praksi.
simultaneously take a cue. You will. You can see far away. I can see also can see the UI. Pa kar se supercharganja tiče, oziroma hitrega polnjenja, do 70% baterije lahko nafilaš v pol ure. To je kar orang podatek. Pa tako, kot Mate 20 Pro je sposoben polniti druge telefone, indukcijsko valjda, sem zdaj v meni, ki zanima. Pa če daš te dva skupaj, pa se pa kregate. Ne dajte mest, a veš? Ok, šala na stran, gremo naprej. A ja, pa da ne pozabim na ta četrto kamero, tu je pa tale ta majhna tukaj, vidiš? No, ta pa ne slika, ta pa sam računa, pa grunta, pravzaprav računa globino polja. Računa, ne, koliko je od telefona do rože, od telefona do gore, do bajte, do tebe. Gremo naprej. A se spomniš, Mate 20 Pro je bil ta prvi, vidiš tukaj ta majhen prstni odtis. Tisti, ki je ponudil, da lahko prstni odtis tudi na šipci narediš. Tam ima podobno zadevo, samo da je pomaknen malo nižji dol, pa ne samo to, tudi 30% hitrejši je. Ok, pa samo še ena stvar, preden se pomaknemo naprej. Predvsem fotografije boste z ušesi zdaj zamigali. Ta navaden P30, ne Pro, je sposoben ISO dvigniti na 204.800. Tale P30 Pro, ta pa na 409.600. Tudi zato lahko v enih primerih po noč, takrat, ko so svetlobne razmere res slabe, naredi totalno štalo. A veš, ko smo bili noter v hali, na odru so naredili praktičen preizkus in je bila huda fora, ugasnilo so se luči, pa so pa naredili fotko s primerljivim iPhonom, pa Samsungom, pa še s tem. To sem tudi posnel, pa bom zdaj bistvo pokazal. Izvoli. Snap. And this is the result that you get on the iPhone. Not much to see. Alright, it's going. Let's get the results on the screen. A little better, but still not much to see as well. Alright, same spot. And now. A je, no? A sem ti rekel? Pa prej, ko sem govoril o velikosti zaslona, ne? Diagonala 6,47 palca, to je praktično toliko, kaj že iPhone XX Max. Malo hecen ime, ne? XX Max. A ja, pa tudi tale modelček, sploh ne vem, ko se mu po slovensko reče, bezel mu rečejo Američani, mislim Angleži. A vidiš ta majhen črn U. Pri Mate 20 Pro, vidiš, koliko je velik? Tukaj pa vidiš, koliko je majhen. Meni je drugače za te stvari vseeno, moram reči. Ne vem, koliko moraš biti pikolovski, da rečeš, zakaj ta črna črtica? Tišina. Pa tudi drugače telefon na videz zgleda zelo podoben Mate 20. Da veš, toliko so si podobna, da ti Mate 20 kaže na mesto, da bi ti P30. V glavnem, telefona sta si zelo podobna od spredi, šele od zadaj, ne? Ko vidiš to, rečeš, aha. Naslednja stvar, baterija 4200 mAh, spet enaka kot pri Mateu, ampak bojda ne bi bil tale telefon bolj varčen. Tudi zato ne bi dlje zdržal. Za Mate pa vemo, koliko zdrži. In če ta zdrži še več, kaj ne ti rečem, no? Pa kaj sem se še zdaj spomnil, tale farba se imenuje Breathing Crystal. Inspiracijo so dobili s slanim jezerom, ne vem, neki prelivanje, ne vem, lej, stari, ne vem. To so pa že une PR-ovske fore, a veš. Si morajo nekaj izmisliti. Ampak zgleda pa dobro. Pa če se spet malo vrnem na fotografijo, ne? Kaj je tudi eden izmed razlogov, zakaj ta telefon tako dobro fotka? Senzor je za koliko 125% večji od tistega pri konkurentih, kot pri iPhoneu XS Max ali pa pri Galaxyju S10. Kaj že? Plus, to je. In tudi zato, ker je senzor bolj zmogljiv, lahko ti do 40% več svetlobe spustiš noter, rezultat smo pa videli, kakšen je. A pa mogoče še to, ker skozi govorimo P30 Pro. Pri P30 je pa situacija z lečami malo drugačna, to vam moraš vedeti. Tam je pa zgori zoom leča tudi 8 megapikslov, pol ta srednja je 16 megapikslov za ultrawide, ta spodnja je pa 40 megapikslov. Pa ker že govorimo o P30, ti bomo imel tudi navaden jack za slušalke, tale recimo ga nima. Če smo čisto iskreni, jaz bi bil vesel, če bi bil tudi na Mateu, pa na ta novemu P30 Pro. Ne glede na zmogljivo baterijo se mi včasih zgodi ob koncu dneva, recimo, ko se uležem v posteljo, pa preden grem spat, bi rad še kaj do konca zmontiral. Takrat je pa telefon dostikrat reže, malo bolj prazen, pa bi rad hkrati filu in montiral. No, takrat pa to ne gre. Ok. Stari, s kolenom sem se sem noter udaril. Hotel sem reči, da je to za danes. Jaz bi lahko v specifikacijah, številkah, tehničnih podatkih, pa še tavžen drugih očeh govoriš vsaj 1 uro pa pol, ampak jaz sem prepričan, da če te zanima več o telefonu, boš že šel nekam na net, boš prebral kakšen review, ki je daljši, kompletnejši, kar se podatkov tiče, in to je to. A je to to? Moje je to. A ja, mogoče samo še to. Jaz res komi čakam, da začnem telefon uporabljati, da začnem z njim snemati, da začnem z njim fotkati, ker me valjda zanima, kako se obnese v praksi. Nič, lepo se majte. Ajde. A ja, pa lepo zdrav z Pariza.
pardon, seveda sem nekaj pozabil, imam tukaj cene. Pa 30, 6 GB RAM, 128 GB spomina bo 699,99. Pa 30 Pro, 6 GB RAM, 128 GB spomina bo 899,99. Pa 30 Pro z 8 GB RAM, pa 256 GB spomina, ta bo pa 999,99. Zdaj sem res vse povedal. Adijo.